oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Živijo, jaz sem Martin Maršan. Živijo z vami Fat Horses. In poslušate oddajo Radioaktivno. Ti si vedela pred menoj, da boš moja, jaz pa tvoj. Tako bo dokler vdihujem zrak. S tabo šel bi vsak korak, men rojeni brez napak. Ravno tiste tvoje so mi všeč. Sem dovolj, moj pristan si in pomol, ta pogled mi umiri srce. Danes sveti zna vsak, redko kdo pozna še da, in to, kar daješ, lepše je od zlata. Rad te imam, ko se smejiš, ko si na tleh, in kadar spiš, ljubezen je, so v laseh, smeh v nebo. Rad te imam, ko se smejiš, ko si na tleh, in kadar spiš, ljubezen je, so v laseh, smeh v nebo, solza v dlaneh. En dan bomo stari vsi, stari in zaljubljeni, važno, da sva jaz in ti, vse v ljubezni časa mi. S tabo si želim živeti, slike in dotike imeti, po noči plesat, pit in pet, 100krat prepotvati svet. Ko se ustavi v svoji naravi, ugotovi. Rad te imam, ko se smejiš, ko si na tleh, in kadar spiš, ljubezen je, so v laseh, smeh v nebo, solza v dlaneh. Rad te imam, ko se smejiš, ko si na tleh, in kadar spiš, ljubezen je, so v laseh, smeh v nebo, solza v dlaneh. Martin Maršan v svet pošilja novo skladbo Ljubezen je, za katero je tokrat združil moči s skupino Fat Horses. Pesem govori o večni ljubezni med fantom in punco. Ljubezen do glasbe pa lahko udejanjite v oddaji, kjer se v prvem delu glasijo Žan Videc, Leopold I in Delta Riff. Še vedno mislim, da so le sanje. Kdo ga di, kdo ga reče, kdo ga deha, kdo ga puši, kdo ga poha, kdo ga kreha. Leta v tem groznem nesmislu. Fiasco Champs, Good Freddy in Escalade pa v drugem delu. Sonce pa dežju, sonce pa dežju, sonce pa dežju. Zapravljena, početne natančno, previdno, odločno. Sing my throat and watch me bleed. Friend makes you feel alive. Med pogovori lahko slišite Nekaj sveže glasbe. Veter v laseh prinaša nove zgodbe. Jugaj, saj si otročaj. Zato smo pa še vedno tu. Za vedno z nami durali mol. Sledita pa Annika Horvat in Lara Baruca, ki sta združili glasbene moči v skladbi Danes je vse.
poslušam. Nikoli me ne puščaš same, ko skupaj sva v živih barvah plešem. Dolga pot, daj pridi z mano, nebo nad nama riše slike. Veljavi obzorje obsijano, ko skupaj sva je zvezdni prah na veke. Veter v lasih prinaša nove zgodbe, veter v lasih to iskro prebudi. Smeh in nič ne gre narobe, danes je vse lahko, vse kar si želiš. Dolga pot, računaj name, skupaj piševa to pesem. Nikoli te ne puščam same, ko skupaj sva v živih barvah plešem. Ko prehodiva daljave, sem močnejša in bolj živa. Vse izgine in čas obstane, skupaj svojo srečo uloviva. Veter v lasih prinaša nove zgodbe, veter v lasih to iskro prebudi. Smeh in nič ne gre narobe, danes je vse lahko, vse kar si želiš. Danes je vse kar si želiš. Danes je vse kar si želiš. Tale veter, tale veter, tale veter v lasih, tale veter v lasih to iskro prebudi. Tale veter, tale veter, tale veter v lasih prinaša nove zgodbe. Veter v lasih prinaša nove zgodbe, veter v lasih to iskro prebudi. Smeh in nič ne gre narobe, danes je vse lahko, vse kar si želiš. Danes je vse kar si želiš. Danes je vse kar si želiš. Danes je vse kar si želiš. Živijo, sva tretji kanu. Zaplujte z nami v oddaji Radioaktivno. Daj mi en poljub, naj tokrat bo zares, saj smo končali vojno in padel sem po tleh. Brez vseh bremen, le nasmeh iskren, vse tiho je na polju makovih semen. Ni več sam, ne, ni več sam, vse sem dal, vse sem dal. Nisem sam, ne, nisem sam, bom kar tu ostal, bom pri tebi spal.
tretji kanuje med poslušalci z novim singlom Daj mi en poljub. V nadaljevanju ne preslišite. Poti med oblaki, ki vam jih predstavi Žan Videc. Še vedno mislim, da so le sanje, da se zbujam ob tebi. Glasbeni gost. Žan Videc na druge strani, zdravo. Zdravo. Spoznali smo te skladbo Not With You, si presenečen od odzive? Ja, je bilo res zelo fajn videti in slišati vse te odzive, ki so prišli na naš prvi singl, je bilo odlično. Kot pa je slišati, si sedaj deloven, kaj ti potekajo priprave na Melodije morja in sonca? Tako je, da se pripravljamo na 7. julija, v Portorožu se bomo družili. Tako da skozi nekaj delamo, nekaj pripravljamo. Pred kratkim smo zdaj izdali tudi prvi slovenski singl z naslovom Med oblaki. Tako da, ja. Na Melodijah morja in sonca pa se boš podal v neznano. Točno tako. Kot pa si omenil, nova skladba, ki je sedaj med poslušalci, je naslovljena Med oblaki, je tudi zmagovalna skladba. Ja, je bila ena izmed 3 zmagovalcev na stand-outsih na Radio SI, tako da smo tudi tega zelo veseli. In no, komaj čakamo, da vidimo, kaj nas še čaka. In kam nas želiš popeljati skladbo Med oblaki? Pa v bistvu nekam, kjer nas malo spomni, da je treba uživati te lepe trenutke, ki jih imamo z ljudmi, ki so okrog nas, ki jih imamo radi. Pa ja, pač predvsem to, da je treba uživati. Pesem spremlja tudi video podoba, kjer si v različnih situacijah. Ja, posneli smo tudi spot, ki ga je snimal Rok Breznik. Snemali smo malo po Mariboru, Pragersko, nek vlak je tudi noter, naj si ga ljudje kar pogleda. Je pa vse skupaj nastajalo skupaj z Art Music Records, s katerimi tudi sodelujem. Vidim pa, da najbolj uživaš v fotelju, s kitaro, ko se pelješ. Tako, po domače, ne? Ležerno. Ležerno. Pesem je tu, ko sva rekla Žan, 7. julija tudi Melodije morja in sonca, kako pa potem naprej? Potem pa bomo videli, mislim, delamo, pripravljamo, nehali ne bomo, tako da, ampak ja, nekako na vidiku je neka prva plata, pa čim več dobre glasbe, no. Bo pa sedaj v etru tvoja ta nova, zato pošli nas Med oblake. Ja, jaz upam, da boste uživali v poslušanju, pa upam, da ste nekje, kjer vam je lepo. Ko se mi ti nasmejiš, tako je svet lepši se mi zdi. Želim si le, da bi večkrat opazila tudi te. Nov dan se zjutrom začne in se že po kavi mi diši. Se obrnem na drugi strani, v soncu si pa ti. To so ti trenutki, ki si jih želim. Zdaj s teboj jih lahko živim. A jaz pa še vedno mislim, da so le sanje, da se zbujam ob tebi, da le ti si ob meni. Še vedno mislim, da so le sanje, da zdaj skupaj letiva, da ostaneva mi dva med oblaki. Med oblaki, med oblaki, med oblaki. Ko se mi ti nasmejiš, počasi izginjajo skrbi. Želim si le, da bi večkrat opazila tudi te. Nov dan se zjutrom začne in nama se nikamor ne mudi. Ostani z mano, poslušaj, kaj
zdaj srce ti govori. To so ti trenutki, ki si jih želim. Zdaj s teboj jih lahko živim. Jaz pa še vedno mislim, da so le sanje, da se zbujam ob tebi, da le ti si ob meni. Še vedno mislim, da so le sanje, da zdaj skupaj letiva, da ostaneva midva med oblaki, med oblaki, med oblaki, med oblaki.
Hodi, najnovejša Kikina skladba je mešanica Kikinih vokalnih harmonij s spremljevalnimi vokali in plemenskih ritmov producenta Jovice Novakoviča, ki ustvarja pod psevdonimom Jovo na novo. Za predlogo remiksa sta vzela pesem Hodi čas teče, ki jo je Kiki izdala lani na svojem prvem albumu Kriki. Malo v etru. Leopold I pove, da je svoje skada. Kdo ga di, kdo ga reče, kdo ga deha, kdo ga puši, kdo ga poha, kdo ga kreha, kdo ga pafka, kdo ga cmili, kdo ga dimi, kdo ga pali poleti in pozimi. Glasbeni gost. Leopold I z mano, zdravo. Zdravo, kak je? Aktivno in delovno, kot je slišati, da tudi pri tebe. Točno tak. Ampak tokrat, če pravilno sklepam, imaš pesem o slovesu. O slovesu, ja, na nek način je res o slovesu in o starih razvadah. Namreč poslavljaš se od diskretne spremljevalke Marjane. Tako je, ja, dovolj dolgo smo bila skupaj, zdaj pa je čas za kaj drugega. Zakaj si je rekel adijo? Pa, veš kaj, na eni točki sem začel ugotavljati, da sem bolj produktiven, pa mi bolj paše brez, hkrati pa, mogoče pa vseeno še ni dokončno slovo, pa se še kdaj srečamo, ne? Jaz puščam vsa vrata odprta. Je pa to precej hudomušna skladba. Pa ja, glih je bila taka faza, da se mi je zdelo zabavno pisati o tem in mislim, da je kar catchy vse skupaj nastalo tudi z muziko, ki jo je sproduciral Vid Turica. Tako da ja, no, smo kar zadovoljni z izdelkom. Ne nazadnje pa si se skoraj poklopil z referendumi. Ja, to pa je res bilo totalno naključje, čeprav zgleda, kot da je bilo ful dobro vse premišljeno in pripravljeno, ampak dejansko je pač usoda htela tako, da je glih takrat bil referendum napovedani, ko smo mi isto planirali izid komada, tako da to je bilo povsem slučajno, ampak seveda smo pa tudi mi vsi šli podpreti referendum o konoplji za osebno rabo. Ko sem poslušal skladbo, sem slišal, kje vse si kadil in kje vse so te zalotile. Ja, kada sem marsiki zalotili, pa me ne so marsiki. Torej si se dobro skrival. Pa kaj te vem, ne zdi se mi, ko sem na tej slovili ali pa iskali. Pesem ima nadeto tudi video podobo, v njej pa je kar nekaj znanih imen. Ja, med drugim MK, pa številni drugi moji prijatelji. Video pa je sproduciral oziroma posnel in sproduciral Rene Strgar, JR Visuals, tako da en lep pozdrav za Reneja. Res je ful fino zrihtal in setting celi in barve in vse, kaj je bilo potrebno, tako da ja, sem zelo zadovoljen z njegovim izdelkom. In kaj pravi zdravnik? Ja, odsvetuje, ne, samo je pa imel sumljivo rdeče oke, ko mi je to povedal. Leopold I, pesem je tu, kako razmišljaš oziroma o čem razmišljaš naprej? Pa zdaj trenutno imam ful nekih projektov, kjer jih naj bi preveč razlagal. Čaka me tudi še kar nekaj koncertov zdaj junija, potem grem malo na oddih, zdaj čez dobrih 14 dni na dopust, pol pa avgusta dalje, ne, da pa imam v bistvu res ful koncertov, ker festivali so pred vrati, poletje se začenja, tako da me lahko vidite in slišite na številnih odrih. Če pa koga bolj zanima, kje me lahko ujame, pa naj mi sledi na Instagramu Leopold I in tam tudi delim vse informacije glede koncertov in naslednjih komadov. Bova pa sedaj ta aktualnost pustila tudi našim poslušalcem. Če rečem tako, zdaj si svoje skada, edino če nej? Edino če nej. Točno tako. Jaz sem Leopold I in vi poslušate Radioaktivno. Yeah. Nekaj vam moram priznati, ne sem glih ponosen, ampak se ne vem, kako bi začel. Mogoče na začetke, ne? Jaz sem kada po valeti in sem kada pred maturo, kada na sekreti še pred prvo šolsko uro, kada po pouki in kada med odmori, ko so me dobili, se nin reka samo sorry. Kada sem na šihti in kada na dopusti, bija se na špilih z jointom v ustih, kada se narizlo na blunt, bonk in vapes, kada puno bakelrorov petard, bomb, raket, kada malec mizije in ogromne špinele, iveke in pikije, kanone ta debele, kadla se je dobra skuna slaba domačica, si pa niko svija in poke niko prasica, kada sem z dredi in kada
kada sem obrit, kada slabo vago in pol kada dober shit, kada sem s kolegi in še večkrat kada sam, časih samo 0,3, ponavadi celi gram, kada kontrolirano in kada sem čez mejo, kada se namrazi in pa duma pod odejo, pa sem kada, pa sem heja, pa polopec sem začeja, pa sem kada se jezija in sem kada pa se smeja, kada po potrebi in kada iz navade, kada ker je slaba vlada, kada ker vlada ne pade, pa sem kada ko sem zmaga in sem kada ko sem zguba, kada ker me ne je htela mala ko sem se zaljuba, kada sem z bivšimi in kada sem sedanjo, kada sem z Matejo, Nino, Ivo in z Tanjo, kada ker sem lahko, kada ka mi mine, kada ka pozabi določene spomine. Nemo več naklada, mislim ka sem svoje skada, zdi se mi ka z meno se ne sklada, mislim ka sem svoje skada. Kdo kadi, kdo ga reče, kdo ga deha, kdo ga puši, kdo ga poha, kdo ga kreha, kdo ga pavka, kdo ga cmili, kdo ga dimi, kdo ga pali poleti in po zimi. Kdo kadi, kdo ga reče, kdo ga deha, kdo ga puši, kdo ga poha, kdo ga kreha, kdo ga pavka, kdo ga cmili, kdo ga dimi, kdo ga pali poleti in po zimi. Puši, puši ga, puši, puši, puši ga, puši, puši, puši ga, puši, puši, puši pa puši. Čujem ka meni zdaj obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem tako mat, kao ka bi moga jasni in biti zdaj za vzor, pol pa in razlagam samo skun hodili smo na ror. Kada sem s politiki, z škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi očmi. Kada sem za klošari in kada s bogataši, kada stu z baleri, skateri in s košarkaši, kada za ateisti in z verniki pomaši, ker vsake bliže bogi, koga pokne, to ti hašiš. Kada sem za hipiji, debata, ki domuje Bog, Buda, Kristus, Mohamed, kdo je najbolje kul prerok, pol smo s komunisti bakle si delili v krog, ker kapitalisti ne so hteli izpistiti z rok. Kada sem z vojakon, jebeno granato, poklno je tako, da me napada NATO. Kada sem s prijateljem, skada celo trato, pol pa vegetira se spremena v šalato. Sem rata brisača, pa kada na zofi, z Saharo v lapah in z masnimi cofi. Sem kada v Trojana, pa basa se sklofi, ker sladko na ganđo prekrasno te trofi. Okej, nemo več naklada, mislim ka sem svoje skada, zdi se mi ka z meno se ne sklada, jaz sem svoje skada. Kdo kadi, kdo ga reče, kdo ga deha, kdo ga puši, kdo ga poha, kdo ga kreha, kdo ga pavka, kdo ga cmili, kdo ga dimi, kdo ga pali poleti in po zimi. Kdo kadi, kdo ga reče, kdo ga deha, kdo ga puši, kdo ga poha, kdo ga kreha, kdo ga pavka, kdo ga cmili, kdo ga dimi, kdo ga pali poleti in po zimi. Puši, puši ga, puši, puši, puši ga, puši, puši, puši ga, puši, puši, puši pa puši, puši, puši ga, puši, puši, puši ga, puši, puši, puši ga, puši, puši, puši pa puši. Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu Radio Aktivno. Zanemarjene kleti so v naši hiši bobni šipe stresali in sosed je znorel. V kombiju premraženi o svoji prvi plošči smo sanjarili. Nismo se bali lačnih dni, zato smo pa še vedno tu. Zavedno z nami durali mol, udarni rif in čarobni stih. Za kar je bilo in za kar še bo, živimo za njih, živimo za njih. Pogubnih misli in želja, zares verjeli smo v enakost med ljudmi, v dobrem in v zlu. Potem je vse pogobe šlo, meje je med nas postavilo, pa še spomine nam je prepovedalo. Mi smo pa še vedno tu, z veseljem vsak bi vse ponovil, še enkrat sladke sanje popil. Dokler imamo grlo in glas, bomo peli za vas, bomo peli za vas.
čarobni stih, za kar je bilo in za kar še bo. Živimo za njih, živimo za njih. Z veseljem vsak bi vse ponovil, še enkrat sladke sanje popil. Dokler imamo grlo in glas, bomo peli za vas, bomo peli za vas. Črne dvome smo premagali, pošteno vse napake plačali. Ker smo proti toku plavali, mi smo v srcih se postarali. Še vedno smo tu, še vedno smo tu, še vedno smo tu. Zoran Predina in Nikolo Čuturila, beograjskega kantavtorja, povezuje dolgoletno prijateljstvo in zavezanost k ustvarjanju glasbe. Njun skupni projekt je skupina Analogna rasa. Prva skladba je Še vedno smo tu. Nekaj sveže glasbe. Vam zavrtim. Pali, pali, pali po materiali. Give me one more day. Shit's all down, but don't turn the tide. V nadaljevanju Slišite še Fiasco Champs, Good Freddy in Escalade. Sonce pada dežju, sonce pada dežju, sonce pada dežju. Zapravljena, početne natančno, previdno odločno. Slit my throat and watch me bleed. Fin makes you feel alive. malo z nami. Delta Riff, smiselno z nesmislom. Jeta v tem groznem nesmislu. Glasbeni gost. Delta Riff, Tit z mano, zdravo. Živijo. Kje ste pustili Bum Bum Lady? V bistvu na špilih je bil zelo lep odziv. Imamo pa zdaj še nov komad, Nesmisel, tako da tega pa tudi gre. Dajate smisel nesmislu? Je res. In dajate smisel tudi rock'n'rollu? Ja, vsega, kar držimo in nam tudi v bistvu pišemo pesmi rock'n'roll, tako da to je glavno. In kakšen nesmisel ste vpeli v besedilo? V bistvu čist nesmisel, ene nesmiselne zveze ljubezenske, ki pač mi je žal propadla, tako da to. Lahko bi torej rekli, da si oziroma ste ujeti v groznem nesmislu. Je res. Video spremlja tudi pesem, postavili ste ga v prihodnost, ko sem video napisano v letu 2074. Ja, v bistvu smo šli v prihodnost v leto 2074, kjer vlada en velik nesmisel, zato ker pač stvari propadajo zaradi vseh možnih podnebnih sprememb in tega je v bistvu tam postapokaliptično in upajmo, da če se tega zavedamo, tega ne bo. Prihodnost bo torej temačna. Čisto odvisno od nas. Ste pa Delta Riff tudi zmagovalci? Ja, zmagali smo zdaj kot City Band leta 2024 in kot nagrado smo dobili v bistvu 2 snemalna dneva v profesionalnem studiu in pa 27. v četrtek bomo igrali tudi v Celju pred Vladom Kreslinom. Torej boste to dobro izkoristili? Sigurno, sigurno. Mi smo pripravljeni, tako imamo v soboto pa še Škofjo Loko pred Sidarto in smo pripravljeni in upajmo, oziroma se nagibamo k temu, da res odigramo take špile, ki jih do zdaj še nismo, ker smo vmes posneli plato. Z aprilom smo šli v studio in je tudi uspešno nastala in smo zdaj v bistvu od Kočevja naprej, ki je bil 11. maja, imeli čas se zelo dobro pripraviti, da se stvar tudi uživo odigra. Kdaj bomo lahko plošče tudi v celoti uslišali? Jaz bi rekel enkrat naslednje leto. Nimamo še točno datumsko postavljenih stvari, ampak sigurno naslednje leto. Bomo pa sedaj zavrteli vašo aktualno, oziroma ta novo. Zato Tit, kaj je zate nesmisel? Nesmisel je v bistvu eno obdobje v življenju, ki je precej nesmiselno in z muziko lahko najdeš, da se ta nesmisel zelo hitro konča in se spremeni v zelo velik smisel. Včeraj sem mislil, da se vedno boš odšla. Šla sama nekam, ker mi zmanjka tal in mi dva nisva več tvoj plan.
When a toxic, just can't help it. In ne bi šla čez to. Zgubljen v tvojem pismu, sem na naju pomislil. Ujet v tem norem nesmislu. Če bi rekla, da peče in da rabla si več, znala slišat bi ljudi. Verjamem, da lahko bi midva šla čez to in rešil stranje najino. Vem, da je toksik, sem še enkrat premislil, če si hotla že zapret ta vrata med nama, da ostala sva sama, ujeta v tem groznem nesmislu. Ujet v tem nesmislu, sem na naju pomislil, bila sva zgodba brez besed. Nisva se bala in sva sama ostala, ujeta v tem groznem nesmislu. Res je bilo toksik, kupi norih idej, probala če sva prehitet. Ujet v temi misli in obedi besed, zapustil sem tvoj svet. Ujet v tem groznem nesmislu. Toxic, toxic. Ujet v tem groznem nesmislu. Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Radioaktivno. Lep brezvezen večer,
Samo Frotnik oziroma njegova zasedba Frontix je v četrtek predstavila prvo ploščo, predtem je z albuma izpostavljena skladba Še vedno stojim, v kateri je na vokalu Marko Stanković. Ne preslišite še? Sonce po dežju, ki ga pričarata Fiasco Champs in Love. Sonce po dežju, sonce po dežju, sonce po dežju. Kot sonce po dežju, sonce po dežju, sonce po dežju. Glasbeni gost. Fiasco Champs, Jernej pa z mano zdravo. Pozdravljen, Boštjan, pozdravljen poslušalci in poslušalci. Novo ime, ki pa ni to. Ja, novo ime. Tiste, ki dobivajo moje maile zadnjih 20 let, itak, kot za Fiasco Champs, pa to jaz dobijam neko mail, pošto dobijam, ne pač. Še zmeraj sem samo Jernej Šaver, bokso so z Goričkega, v Prekmurju, pa pač sem se dal neko kao fancy ime. Ful, dobro zveni, ne vem, kaj bi rad s tem povedal, ampak ajde, ostalo je pri tem, naj tako ostane in tako bo tudi verjetno. V bodoče, tak moj pseudonimčič. Za sabo pa imaš na zadnje zelo dolgo glasbeno kariero v takšnem in drugačnem žanru. Ja, res je, od leta 93 sem prisoten tako ali drugače, ampak tu so te trije mejniki, vseeno, ki so bolj vidni v širši publiki, torej skupina Psychopath, s katero sem tudi večkrat nastopali v vašem koncu, Lolo Brigida iz Hrvaške, oziroma zdaj je Beograd Hrvaška. Pa zadnjih 10 let pa Dubioza kolektiv, ne, to je to. Sedaj tudi kot Fiasco Champs, kjer pa delaš nekoliko drugačno glasbo. Tako je, ta Fiasco Champs, kot sem že rekel, to je taki moj alibi, pseudonim, za katerem se skrivam vedno manj, oziroma se bom vedno manj tudi za njim skrival, kot sem že povedal, ker nekateri vendarle vejo, kdo je to, ampak ne zaradi muzike. Zdaj, koliko bi ta glasba drugačna, jaz se bojim, da bo vsak komad drugačen od prejšnjega, ne, tako da ne bomo videli, kam bo vse to skupaj pelo. Jaz osebno delam zelo neobremenjeno, ampak imam en kup pesmi, za katere mi je žal, da bi šle v pozabo, ker se ustvarja ves čas in pač to gre naprej, ker to je tako grdo povem, prometne. Mene zadeve pa ostane. Pa ne zato, ker so slabe, ne ostane zaradi tega, ker so slabe, zaradi tega, ker pač prosijo neke druge akterje v zgodbi, da se to, da pride pesem, oziroma da nek komad dobi svoj ime in priimek in da gre v svet, v radijski svet, ali kakršenkoli. Tako da pač, ker se zasluži, bom dal priložnost, tako sem se odločil. In pa tudi sam si želim, mislim, da je tudi čas za to, da čisto sam nekaj ustvarjam, tako ta pesem, ki sem praktično stvaril skupaj z Neli Lalović, vokalistko skupine Runner. Tako, mislim, pač, nekaj preveč zakomplicirati. Recimo, da gremo eno solo pot, zdaj pa kaj se bo zgodilo. Načrti so razni, ampak ne bi njih toliko razpredal, ker so ponovadi potem veliko tega zalomi, to sem se naučil vseh 30 letih. Mislim, da ne bom nič spremenil v tem smislu, svojo špuro bom risal naprej in bo kar bo, ponovadi je še zmeraj bilo. Omenil si Neli oziroma Love, s katero sodeluješ v skladbe Sonce po dežju. Predtem pa je tudi že bilo eno prekmursko sodelovanje s Thomas March Collective. Vidiš, to sem že skoraj pozabil. Ampak ti se pa malo obratno zgodbo. Ti se pa mene Thomas March oziroma Tomaš Marič povabil, ker so pač oba Sobočanca, on je porodil tudi Sobočanec. In me povabil zraven k soustvarjanju tiste pesmi, katero bi v bistvu moral zapeti Urban, vokalist skupine Batista Cadillac. Na koncu uspel samo back vokale, mene so pa dečki malo namočili, ker jaz sem tisti komad celo odpel, ampak odpel sem samo glavnemu vokalistu, kako naj približno, odpel sem kar neki. Zdaj pa, če kdo to posluša, se lahko misli svoje. Pa gledaj, dobro, tisti Štrik bika, tista pesem je pač neki koronski blues, se temu reče. Covid blues. Je pa ta, ki je sedaj skupaj z Neli v drugačnem ritmu, naslovljena pa je Sonce po dežju. Po dežju običajno res vedno posije. Pa ja, po v bistvu gre, se je zlajnona fraza, pa tudi pesem, da je vsaj že s tem naslovom smo izvedeli, ampak nekako, ker ona to omeni, meni se je fino zdelo v besedilu, ker če ne bi se pesem, če kdo po moje bi se pesem imenovala na. To pa je malo še preveč bolj neprimerno. Ampak Sonce po dežju pa je vendarle tudi eno takšno pozitivno
Ena takšna pozitivna mantra, ki jo imamo pač radi Slovenci, ampak pa tudi drugi, Slovenke in Slovenci in drugi. Veš, po dežju vedno posije sonce. Ne? In kot ona reče po besedilo, ne? Ti si kot sonce po dežju, ne? Ti si tisti, ki mi vedno razvedriš. Ne? V končni fazi, pa zdaj, če pogledamo, malo se zazremo v to naše nebo, mislim, čist meteorološkega vidika pa tudi, ne? Tega sonca zmeraj manj, oziroma ko je v enormnih količinah, pa pride dež, ki si ga želimo, pa nam vse pokvari, pa si spet želimo sonce, tako da, ja. Počasi bo sonce po dežju v vremenskem smislu izzvenelo, ostalo pa bo živo v pesmi, po nekem ljudskem izražanju. Ja, ne, če bi imel skladbo na, kot si omenil, potem bi bil direkt za Eurosong, ampak kar nekaj let nazaj. Pa vem, ampak tudi sonce po dežju ima skupina Botri, ki je iz istega obdobja. Ampak, gledaj, Karmen Stavec je imela na, pa pred njo še en kup drugih, pa pomanje še en kup drugih, ker ne vem, če koliko poslušalke in poslušalci vejo, ampak na teh streaming kanalih Spotify, Tidal, ovo, ono, imaš celo na playlist, brez heca. The na songs, tako da. Na je dosti. Na, moraš vedeti, da 80% pesmi, ki prihajajo o pesmi. Demo posnetko ali pa skic za pesmi vsebujejo besedilo, ki ima dve črki, N in A. To je. Potem jaz to vzlagam, ta na. In ta na, ki ga zdaj slišite v tej pesmi, dejansko na, je del, tu pa pride besedilo. V tej melodiji, ampak nikoli ni prišlo do besedila, zato ker nam je ta na, bil tako se je skorenino, ko sem ga v studiu poslušal v mojo glavo, pa potem še sodelavcem mojim, pa smo rekli, stane, dobro je. Bo pa sedaj skladba pristala tudi v našem radijskem etru, zato Fiasko Champs bo posijalo? Sonce vedno posije, moraš samo v to verjeti, tako da, gledajte, vse bo verjeti. Bring out your
Yo, halo, dober dan, Murphy tukaj. Slušate oddajo Radioaktivno. Spomnim se, ko me je prvič božal, enemu sem nekaj ukrov. In večkrat predaleč sem šel, včasih tudi tam sem ostal. Pa moram dalje, pogosto mi manjka ljudi, kdaj pa kdaj rekel bi mi, nikogar ne posluši, če te ne navduši. Ti sem pali, pali, pali po materiali. Pali, pali, pali po materiali. Spomnim se, ko me je prvič izdal, nekdo, ko srce sem mu dal. In po sem se komi pobral, še danes ne vem, če sem zdrav. Pa moram naprej, na svetu ni malo ljudi, ko meni podobni bi bili. Naprimer ti, pa Roki, Tomi, Deli, kje si? Tako dobro nam gre in gremo še dlje, na koncu vedno uspe. Če damo srca na dlan, bolje vseeno, ker si smo eno in dobro nam gre, si upamo še. Zanima nas samo vsak dan, ko naš edini je plan, da se pali, pali po materiali. Pali, pali, pali po materiali. Pali, 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 pali po materiali. Pali, 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 pali. Tako dobro nam gre in gremo še dlje, na koncu vedno uspe. Če damo srca na plan, bolje vseeno, ker si smo eno in dobro nam gre, si upamo še. Zanima nas samo vsak dan, ko naš edini je plan, da se pali, da se pali. Pali, pali, pali po materiali. Pali, 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 pali po materiali. Pali, 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 pali po materiali. Pali, 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 pali po materiali. Pali, 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 pali. Po skoku angleške vode z zadnjim singlom Future Idol se Murphy vrača slovensko skladbo Pali Pali. Pesem je poziv k samosvojosti, optimizmu, sproščenosti. Ne preslišite. Še dojeta Good Friday. Glasbeni gost. Good Friday, Marin in Mojca pa z mano zdravo. 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 Du iz Izole, povezana glasbeno in zasebno? Drži, res je. Kako sta začela z ustvarjanjem oziroma kdaj je preskočila ta ustvarjalna iskrica? Jaz mislim, da je to kar davno bilo, ne. Pri meni, ko smo prvič skupaj igrali, to je leta 2000 oziroma 99, takrat smo začeli igrati skupaj prvič. Jaz sem igral takrat bas, Mojca je pela, pa še dva frenda sva imela zraven, so se klicali Dorian Gray. Mojca pa še predtem, ne, če se ne motim. Ja, Mojca pa je bila še z Alice B. Tokles, pa The Loom, to govorimo v konec 80-ih in začetek 90-ih let. To je vse v Izoli se dogajalo. Torej, nista novinca, kot je slišate, nenazadnje za vama je tudi že en album. Drži, album Brezno, ki je pravzaprav izpoved nekega našega čudnega obdobja, 20-letnega. Mislim, vsi preživljamo neke take in onake šoke skozi svoje bivanje na tej zemlji, ampak to je vse izpovedano gor na tem albumu. In naprimer en od komadov bi lahko bil tudi osebni razpad, ne, ki tudi dobesedno govori o razpadu mene, dobesedno Mojce ob vsej tej situaciji in kjer me Marin pravzaprav, čeprav me gleda kako gnijem, rešuje iz vse stiske.
Tako, na kratko. Skozi kateri žanr pa potem najlažje izrazita vse to, kar si malo prej Mojca povedala? Mi bomo rekli temu punk poezija. Tako nekako. Punk poezija, evo, Isto, najkrajše. Ni načrta, ne? Mi ustvarjamo pač ratuje, kar ratuje. Ne? In sej, če se posluša, mogoče se opazi, da se spreminjajo žanri nekako, ali pa neka nit je vedno vmes, ne? Ampak nimamo nekih določenih zvokov ali pa istih samplov ali pa karkoli, da bi uporabljali konstantno, ne? Odvisno od unega dneva, bomo rekli. Ampak feeling je po moje tam, 80-ta, tam nas vleče vedno, no? Ta muzika. Umetniško ime oziroma ime dueta je Good Freddy. A ni bil Freddy slab? Ne, naš Freddy je bil dober. Naš sosed, ki je živel 10 metrov stran od nas, tle v okolici Kopra, in nam je dostikrat pomagal, ker smo pač take dušice, ki smo, tako bomo rekli, verjamemo ljudem, no, pa smo malo nasrkali, pa je on pomagal, no tako, na kratko, že spet Good Freddy, dober Freddy, obstaja. Pred pogovorom smo se dogovorili, da zavrtimo tudi eno skladbo, izbrala sta Femicid, sicer nekoliko starejšo, novejša je Šovinist. Res je, drži, mislim, starejša. Femicid je nastal, dajmo reči, pol leta nazaj, dobrega pol leta nazaj. Ja. Šovinist pa takoj, ja, za Femicidom. To je res. V januarju ali februarju. Januar, februar, ja. Sta ga tudi prijavila za emo. Res je, drži. Ampak je tak, kot je, ne, in verjetno ne bi pasalo na emi, če zdaj pomislimo. Ja, Šovinist je bil, ne? A Šovinista smo prijavili, ja, za emo, ja, tako je. Tisti pa je, no, tak malo rap, malo alter. Ja. Ja. Femicid pa je, zbrali smo ga, po moje, ker je nekako udaren, ne? Oziroma ima zelo jasno sporočilo, ne? Nič ni zavito v neko razmišljanje, vse je dano in povedano, ne? Poleg tega imamo tudi video za ta komad, ne? In se nam zdi nekako, da se ga premalo sliši, bomo rekli temu, glede na to, kaj sporoča. No? Ne nazadnje je povedano zelo neposredno. Ja, res je vse jasno skozi sliko in skozi zvok in skozi tekst. Samo poslušati še je treba, ne samo mimo grede, ampak tako bolj pozorno. Res je, in gledati tudi, ker je video tudi, ne, in na videotraku, na RTV Slovenija, vsako toliko, no, se pojavi tudi to. In tam je vse tudi napisano, narisano, vidno, no, tako. Kar kruto, ker je resnica tudi kruta, ne. Ste Good Freddy tudi kaj na odrih? Ja, tudi to se bo zgodilo, čeprav to je zelo redko, ampak dogaja se. Tako da 1.8. bomo bili v Izoli, normalno, v Largu pri Špini, oziroma Bife pri Kralju, v centru Izole. To bo en tak lep koncertek, skupaj s še enim bendom Karomijo. In 7.9. bomo že spet v Izoli na Bunkerfestu, to pa bo v Hangar baru. Bunkerfest je pač festival in bo več bendov, ne? Med temi tudi mi, tako da, če boste kje okoli. Se pravi, 1.8., 1. avgust in pa 7. september. Tako. Good Freddy, kako pa razmišljata naprej? Kaj pripravljata? Ja, trenutno snemamo nov video za novo pesem, ki niste še slišali, pač nobeni ni slišal. V bistvu smo to pesem prijavili na Melodija More in Sonca, ne? Ampak pač nismo bili zbrani, ne nič novega. Je pa bolj poskočna od teh, ki smo imeli za zdaj, ne? Tako da po moje bo presenečenje. No? Ja. Sta predaleč od Portoroža? Ja. Boljše v Izoli, veš? Zelo daleč, gleda, kot da smo na drugi strani luže. Ja, običajno, ko se peljem, samo zdrvim mimo Izole. Ja, se bo treba kdaj kaj ustaviti. Tako, ja. Tle telefonsko zdaj imaš, ja. Brez izgovorov. Moram se popraviti. Zadnjič, ko sem bil na obali, sem 3-krat pritekel v Izolo in tekel nazaj proti Kopru. Ne več teč, ustavi se samo v Izoli. Ne iti v Koper, bodi v Izoli, vedno v Izoli. Dogovorjeno, bo pa sedaj skladba Femicid tudi v našem radijskem etru. Mojca in Marin, hvala, da sta se oglasila, ter uspešno in delovno naprej. Hvala tebi, Boštjan, hvala poslušalcem in tudi Radio Prlek. Uživajte. Listce pri razvorju, rumanja
sočno, počepne natančno, previdno odločno. Najbrž imaš notranjost sočno. Olupim te kot jabolko, 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 olupim. Vi ste pri razborju Rumanja vas, Zagorje ob Savi, vpijem na ves glas, polite z benzinom, ožgane zažgane, polite s kislino, zabodene, psihično nasilje, totalna dominacija, pravna dobrota, zadravljena, psihično nasilje, totalna dominacija, pravna dobrota, zadavljena, počepne natančno, previdno odločno, najbrž imaš notranjost sočno, počepne natančno, previdno odločno, najbrž imaš notranjost sočno. Olupim te kot jabolko, 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 jabolko. Ne vidim, ne slišim, ne govorim, ne vidim, ne slišim, ne govorim, ne vidim, ne slišim, ne govorim, ne vidim, ne slišim, ne govorim. Psihično nasilje, totalna dominacija, pravna dobrota, zadavljena. Psihično nasilje, totalna dominacija, pravna dobrota, zadavljena. Zabodena, zadavljena, polite s benzinom, ožgane sežgane, polite s kislino, zabodene, polite s benzinom, ožgane sežgane, polite s kislino, zabodene. Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. I know you say you've had enough. I know sometimes it can be tough, but I don't think that we should end it. What happened to we were a team? What happened to all our dreams? Are you just gonna surrender? Give me one more day to prove you wrong and make you stay. Give me one more day to prove you wrong and make
Give me one more day to prove you wrong, make you stay. Give me one more day to prove you wrong and make it all okay. Gossip Radio predstavlja četrti singl One More Day, s katerim fantje drvijo proti izdaji EP-ja. Ta bo prišel jeseni. One More Day je skladba, ki raziskuje teme ljubezni, izgube in upanja. Čez nekaj trenutkov Krvavimo s skupino Escalate. Glasbeni gost. Escalate, Rok z mano, zdravo. Živijo. Nekaj časa ste zbirali single in rezultat je EP. Ja, v bistvu to je kar serija teh songov, ki so nastajali v času korone in smo rekli, da v bistvu ne bomo cele plate, ker to je neka svoja zgodba in bo to v bistvu šlo kot EP. No. Pod skupnim imenom gre ven, čeprav so single po single. Torej bi lahko rekli, da je to pokoronski EP. Tako, pokoronski EP, evo. Ne nazadnje je tudi tak naslov, When the New Day Comes. Tako je. In je prišel novi dan. Je. Trenutno je že, bom kar preskočil tist, kaj nas še čaka, trenutno je že nova plata v masteringu, tako da nov dan je prišel, brez skrbi. Torej je samo to neka vmesna faza med starimi skladbami in novim albumom, kot si ga omenil. Tako je, tako. Kdaj lahko pričakujemo album? Težko ti rečem, kot sem rekel, trenutno je v masteringu, ampak bomo najbrž spet po singlih šli zaenkrat ven, je pa to stvar naše založbe, Curtain Call, da oni v bistvu nečkaj da prav timing zberejo, no. Ker je v igri je par zadev od raznih turnej in podobne stvari, tako da ne smemo, kakor bi oni rekli, jump the gun, ne smemo prehitre. Bo pa se vseeno še ustavila pri EP-ju, ta tudi uradno izide? V fizični obliki ne, je pa v bistvu vsi komadi so na streaming platformi in tudi zapakirani bodo po novem kot ena skupna izdaja. Zadnji singl, ki je najavil izdelek, pa je Watch Me Bleed. Tako je. In krvaviš? Ne, v bistvu ne. Moram reči, da te dni mi je kar fajn, no. Mi je kar super. Če pa tako pogledaš v preteklost in prihodnost, verjetno ne bo krvavenja. V prihodnosti sigurno ne. Preteklost, kot sem rekel, to so vsi komadi, ki so bili v tistih težkih časih napisani. Ja, pač bili so težki, smo jih pregurali, ampak se pravim, s tem EP-jem se mi zdi, da nekako celotno zgodbo in vse možne občutke, ki so se dogajali takrat, povzamemo. In ta Watch Me Bleed je pač recimo en tistih slabših momentov, oziroma manj prijetnih momentov, ki se je zgodil, ki je v bistvu, recimo, da je zgodba tega komada, kako v bistvu vse samo daješ in nič ne dobiš nazaj. No. Je pa to zelo udarna skladba. Ja, je zelo udarna skladba, tudi moram reči, da meni ena ljubših na tem EP-ju, tako da je taka energična. Ne nazadnje je to videti tudi v videospotu, ki spremlja pesem. Tako je. Rok, kako pa naprej? Naprej pa, kot rečeno, nov album je že v masteringu, material za naslednji album se že dela, tako da daleč od tega, da bi spal na nekih prejšnjih lovorikah ali pa recimo temu nekemu materialu, zdaj pa izdali smo, zdaj pa 2 let ne rabo nič, ne. Mi gremo dalje, šopamo dalje, zdaj recimo Watch Me Bleed se bo zdaj lahko slišal v Portorožu 29. junija. Potem imamo še en koncert v Šentjerneju pri Novem mestu, kjer se spet obuja en, recimo, dogodek ali pa festivalček, ki je včasih, recimo, 10-15 let nazaj res vlekel ljudi iz celotne okolice, tako da to zdaj obujamo skupaj z ekipo. Drugač pa plani so v bistvu, nekako upamo, da bomo skupaj z agenti ostalo ekipo neko turnejo si lahko zrihtali, sem jaz bi to rekel, da je nekako realen plan v naslednjem letu. No. Bo pa zato sedaj v etru aktualna, zato Rok ne boste izkrvaveli. Ne bomo, brez skrbi, da ne.
Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radioaktivno ter podkastu. Še pogled v prihodnji teden, ko se glasi skupina Divje jezero. Trenutek, ki vse spremeni. En trenutek, da svoje življenje. Boštjan, ki se sliša na združju Celoton, se poslavlja skupino Klon. Ta se navadno predstavlja trdi rock verziji, a so tokrat električne inštrumente pustili v koto in malo zase in malo za nas posneli akustično verzijo skladbe Tvoja igra, tvoj moment. To slišite ekskluzivno v oddaji. Radioaktivno. Smo glasbena skupina Klon in vi poslušate Radioaktivno. Premiera. Zakaj si tiho, zakaj molčiš, zakaj pred resnico zatiskaš oči? Zakaj nekdo prodaja ti norost, nekdo ubija naš odnos, nekdo le kdo žico obdal, otočen do tam. Prebudi se, daj zbudi se iza pečin adskih dolin. Povzdigni se, daj dvigni se. To je tvoja igra, tvoj moment. Vse ostalo je le prazen blef. Prižveči kosti, spljuni gnoj, stisni pest, obriši znoj. Spusti se v boj, žico obdam, otočen do tam. Prebudi se, daj zbudi se iza pečin adskih dolin. Povzdigni se, daj dvigni se. Hej! Zakaj si tiho, zakaj molčeš? Zakaj pred resnico zatiskaš oči? Žico obdam, žico obdam, otočen do tam. Prebudi se, daj zbudi se iza pečin adskih dolin. Povzdigni se, daj dvigni se, žico obdam, otočen do tam. Prebudi se, daj zbudi se iza pečin adskih dolin. Povzdigni se, daj dvigni se. To je tvoja igra, tvoj moment.